Dveh uvodnih dirkah v tujini je v slovenskem državnem prvenstvu v gorsko-hitrostnih dirkah končno čas za domačo preizkušnjo. Pred nami je GHD Gorjanci 2023. Lepo pozdravljene gledalke in gledalci v novi reportaži Avtoportreta.si. Zbrali smo se v dolenjskih koncih na ta lep, sončen in prazničen dan na še enem slovenskem prazniku avtomotošporta. Dobrih 130 dirkačev in dirkačic se je pognalo z te štartne črte v gornji težki vodi, da bi se potegovali za naslov najhitrejšega na cesti pod Gorjanci. Lani je ta naslov osvojil Federico Liber, ki ga bo letos zagotovo skušal obraniti. Ali mu je to uspelo, pa si poglejmo v tokratni reportaži. Preden zares odgovorimo na to vprašanje, si hitro osvežimo rezultate lanske sezone in potek letošnje v avstrijskem Rehbergu ter hrvaškem Skradinu. Leto 2022 je Milan Bubnič sklenil že kar 10. naslovom državnega prvaka. Zmagal je v uvodnih 5 dirk od 7 in se že v Ilirski Bistrici okronal z novim naslovom. Na naslednji dirki v Buzetu je ob Bubničevi odsotnosti prvič v karieri na najvišjo stopničko stopil Patrik Krucijer. Bolj napeto je bilo na povratku gorsko-hitrostnih dirk v Podnanos, kjer je Matej Grudnik ugnal Bubniča. Anže Dovjak se je z novim dirkalnikom Hyundai i30 TCR pridružil najboljšima dvema v boju za zmage na dirkah. Prav tako pa je bila to dobra napoved za prihodnjo sezono. Kot omenjeno, ima ta sezona že 2 dirke pod streho. Prav na obeh je bil v razvrstitvi državnega prvenstva najhitrejši Milan Bubnič, ki ima vseh možnih 60 točk. Anže Dovjak je vselej zaostal za približno 10 sekund, a je najbližji zasledovalec, kar se točkovanja tiče, z 48 točkami. Patrik Krucijer s 40 točkami drži 3. mesto na lestvici. V skupinah Performance Factor 5A in 5B trenutno mesto vodilnega v točkovanju držita oče in sin Klemen Trnejc Trček. Med starodavnimi vozili pa vodi Boštjan Urbančič pred Petrom Lešnakom. Napoved za 3. dirko sezone v slovenskem prvenstvu je bila dobra. Ker je dirka štela za mednarodni pokal in centralno evropsko cono, je bilo prejetih prijav kar 137. Italijan Federico Liber se je po lanski zmagi vrnil na Gorjance. Prvič pa je v Slovenijo prišel Avstrijec Christoph Lampert, ki je bil resen konkurent za zmago. Na Rehbergu je namreč za dobre pol sekunde premagal Liberja. Na slovenske dirke se vrača tudi stara znanka Gabriela Pedroni. Videli pa smo kar nekaj dirkačev z novostmi. Mateusz Čuden je že v Skradinu tekmoval z novim Porschejem GT3. V sezoni 2021 je bil blizu osvojitve naslova s starim dirkalnikom. Tudi Mark Ivanov je presedlal Subaruja Impreze v prototip Wolf GB08 Thunder. Pogovarjali pa smo se z domačinom Primožem Kavškom, ki nam je povedal o tem, kako so v njegovi ekipi pripravili Citroena Saxoen na dirko. 2021 sem celo sezono rental Peugeota pri Opovi ekipi in povaljba pač ideje, rezultati so bili dobri, da je treba nekaj svojega sestaviti. Prišla je prilika za tale avto. Avto je bil v bistvu nedokončan projekt. Kletka, podvozje je bilo gor, pobarvan je bil, to je bilo pa v bistvu vse in potem smo v bistvu v enem letu in pol skoraj iz nule naredili pač kompleten avto za gorske, prav za 5. skupino smo ciljali, ker smo v bistvu najbolj konkurenčni. V soboto 24. junija sta bili na sporedu 2 trening vožnji. Dirkače je čakala stara konfiguracija proge z novo položenim asfaltom v zgornjem delu. Do konca prvega treninga ni prišla Tijana Vidmar, na njenem Peugeotu 106 je razneslo motor, kar je pod vprašaj postavilo tudi nastope na nedeljski dirki. Med starodobnimi vozili, uradno diviziji 3 državnega prvenstva, je bil daleč najhitrejši Avstrijec Gerald Glinzner z močnim Porschejem 911. V Twingo pokalu je bila udeležba ponovno zelo številčna, s 15 dirkači na štartni listi. Najboljši čas prvega treninga je tam postavil Aljaž Ahčin, 30 pred Gregorjem Bovho. Ahčinov dosežek je par ur kasneje izboljšal Andraž Vidergar, sledil mu je Rok Bajc. Dobro pa je začel vodilni v Performance Factor razredu 5B Nejc Trček.
Za dobrih 6 sekund je bil hitrejši od Nejca Kukca v Klju. Na drugem treningu je Jan Pivk izboljšal ta čas za dobri 2 sekundi. V skupini 5A je kar hiter čas postavil Klemen Kovačič. Da se dobro znajde v rejli dirkalniku, vemo z rejli Vipavska dolina, kjer je osvojil drugo mesto v diviziji 2. V drugi trening vožnji je nesrečo v srednjem delu proge doživela Ana Trček v Fordu Festi Rally 4, sicer sovoznico Mihe Mušiča. Na proge je zapeljal rešilec, a je nazaj na štart Ano pripeljal nepoškodovano. Najboljši v sobotnem delu je bil pričakovano Milan Bubnič. Na prvem treningu je le 19 tisočink sekunde zadaj Matej Grudnik resno napovedal boj za zmago na Gorjancih. 4,8 sekunde zadaj se je na tretjem mestu uvrstil Anže Dovjak, prvič na tej cesti s Hyundaiem. Bubnič je kasneje čas z prvega treninga izboljšal za 2,9 sekunde, temu trendu pa so sledili ostali. Kakšna pa je bila zgodba prototipov in formul prvi dan? Čas 1:43,8 Federica Libra je bil dovolj za prvo mesto na prvem treningu. Kristof Lampert se je hitremu Italijanu približal na manj kot 2 sekundi. Drugovrščeni iz lanske izvedbe Sebastian Petit je bil na uvodnem treningu tretji, skoraj 4 sekunde zadaj. Vsi pa so kasneje uspeli izboljšati dosežke za skoraj 3 sekunde. Federico se je že nevarno približal meji povprečne hitrosti 150 km/h. Venturato in Hlavinka sta sledila v najboljši peterici. V nedeljo zjutraj ob 8 je sledila še zadnja trening vožnja. Na štartu smo že videli dirkalnik Tijane Vidmar z novim motorjem. Medtem pa Fiesta Ane Trček še ni bila čisto pripravljena za tretji trening, a je bil njen nastop na dirki kasneje zagotovljen. Na začetku do večjih izboljšanj časov sobotnega dela ni prišlo, saj se asfalt še ni dobro ogrel. Je pa prvak Tvigo pokala 2021 Miha Fabijan postavil najboljši čas treningov v tej konkurenci, sekundo in 3 desetinke pred bajcem. Ko je sonce bolj posvetilo na progo, so tekmovalci začeli izboljšati čase. To ni uspelo Milanu Bubniču, ki je bil na progi oviran zaradi okvare Čeha Karla Trnenija pred njim. To je izkoristil Matej Grudnik, ki je med slovensko konkurenco postavil najboljši čas treningov 1:51,848. Ta je bil le za 18 stotink boljši od državnega prvaka. Izjemna napoved za tekmovalni del, kot sta dirkača tudi sama dejala. Dobro, pričakovanja so vedno dokaj visoka, glede na to, da smo veliko časa vložili čez zimo v ta avto, v pripravo avta. Tako da bomo šli na polno, bomo probali čim več stisniti. Kako težka bo bitka za zmago? Nobene težave ni. Zakaj bi bila težka? Voziš, če zmagaš, če z drugim moraš biti tudi ponosni. Se to druga dirka, dobro, fante ne se borijo, samo morajo odpeljati če kakšno dirko več. Jaz sem odpeljal že 2 dirki, avto mora zdržati, ne na eno dirkico prideti, pa te ni nekjer pa jokati tam doma. Dirke treba voziti. Mislim, da sva kar blizu, ja. Tako da bo na dirki kar odločilo ta zadnji del, koliko bova jaz ali pa on dala ven iz sebe pa iz avta stisnila. Avstrijcu Lampertu v novi Proto je prav tako uspela hitra vožnja. Samo 1,8 stotinke je ločilo njega in Federica Liberja. Zelo napeta dirka nas je čakala tudi v skupni razvrstitvi. Ob pričetku prve tekmovalne vožnje se je začelo zares. Gerald Glitzner je kmalu pokazal, da mu nihče ne bo mogel slediti. 13 sekund zadaj je bil namreč na drugem mestu Matjaž Korošec v BMW 325i, nesporni prvak divizije starodobnikov lani. Do enega od 2 odstopov v tej vožnji je prišlo na ovinku, ki stalno povzroča težave voznikom Twigo pokala. Zaradi se je Jaka Richter 12 iz treningov. Dirkalnika ni mogel pravočasno obrniti do prihoda Janeza Murna, zato je bil primoran parkirati dirkalnik do konca vožnje. Najhitrejšo vožnjo je sestavil Miha Fabijan, dobro sekundo pred Aljažem Ahčinom in Rokom Bajcem. Jan Pivk v MG-ju je nadaljeval dobro formo s treningov in je bil po prvi vožnji najhitrejši v Performance Factor skupini 5B. A v vodilnem točkovanju Nejc Trček se mu je krepko približal na le 3 desetinke in pol. Tadej Raubar, ki ima 2 drugi mesti z Rehberga in Skradina, je bil 3,2 sekundi zadaj. Podobno zgodbo s treningov je nadaljeval Klemen Kovačič v skupini 5A, ki je brez težav prevzel vodstvo. Forme ni držal Aloj Sudovč, ki je poslabšal svoj čas s treningov. Njegovo pozicijo, drugo, je prevzel Primož Kavšek. Klemen Trček, prvak razreda 5B lani, je bil tretji. Na progo so zapeljali konkurenti za najvišje točke.
Patriku Rucierju je po treningih kazala uvrstitev na 5. mesto, katero je po prvi tekmovalni vožnji tudi držal. Matevž Čuden je bila 3,5 sekunde pred njim, ki še vedno išče meje novega dirkalnika. Anže Dovjak se je izpustil pod mejo minute 53, kar pa ni bilo dovolj za najhitrejša dva. Napoved se je še kako uresničila. Najprej je na progo krenil prvak, ki je postavil nov najboljši čas 1:50:943. Grudnik je le nekaj trenutkov za njim priletel v cilj le 5 stotink počasneje. Že takoj smo začeli pogledovati proti finalni vožnji. A na vrsti so bili še najhitrejši. Karel Šagerl je krepko izboljšal svoj najboljši čas in bil med turnimi avtomobili 3,1 sekunde boljši od Čeha Dana Mihla v Lotusu Elise. Sebastian Petit je napovedal boj celo za zmago, saj je bil od Lamperta počasnejši le za 4 desetinke. Se je pa Federico Liber zelo izkazal. Čas 1:38:025 je na koncu veljal za najboljši čas dneva. V drugi vožnji smo čakali na odgovor, ali bosta Lampert in Petit znala nadoknaditi zaostanek približno 2,5 sekunde, ali bo Liber slavil drugo zmago na Gorjancih. Zato je bilo treba počakati na razplet najdlje trajajoče vožnje vikenda. V diviziji 3 državnega prvenstva med starodobniki je Gerald Glincer brez težav opravil s finalno vožnjo in osvojil prvo mesto. Matjaž Korošec je zadržal drugo mesto 6 sekund pred Boštjanom Urbančičem v Fiatu 128, ki vodi v točkovanju te divizije. Naslednjo odločitev smo videli v diviziji 2 pokalnega prvenstva oziroma Twingo pokalu. Ponovno je bila usodna kombinacija ovinkov pri Koroški vasi. Najbolje, da si kar ogledamo posnetek z dirkalnika. Rok Bajc, tretji uvrščeni vse do tega trenutka, je takole spektakularno končal z dirko, na srečo brez hujših posledic. Na tretje mesto je tako napredoval Andraž Vidergar, najboljši na drugem treningu. Drugo pozicijo je obdržal Aljaž Ahčin, ki se je zelo približal času Mihe Fabijana, a na koncu je slednji slavil svojo 4. zmago v Twingo pokalu. To je bila prva dirka sezone za tekmovalce v tem razredu. Fabijan s prednostjo slabe 1,5 sekunde prevzema vodstvo tudi v točkovanju. Dirkače čakata še 2 dirki v Podnanosu in Ilirski Bistrici. Naslednja je bila na vrsti končna odločitev skupine 5B. Tadej Rober je s Suzukijem Swiftom uspel zadržati končno 3. mesto. Bolj razburljiv je bil boj za zmago med Janom Pivkom in Nejcem Trčkom. Pivk je še izboljšal čas s prve vožnje za desetinko, a to ni bilo dovolj za hitrega Trčka, ki je z izjemno drugo vožnjo prehitel tekmeca v enakem avtu. Oglejmo si rezultate najboljših 10. V tej skupini je 21 dirkačev končalo z dirko, večina od teh jih je del počasnejšega Twingo pokala. Poudariti je treba 7. mesto Tijane Vidmar po okvari motorja dan prej, bila je tudi najhitrejša med slovenskimi voznicami. 3 dirke, 3 zmage pomenijo, da je Trček na vrhu točkovanja razreda 5B. Sledite mu Tadej Rober in Boštjan Tratnik, ostali zasledovalci imajo večji zaostanek. Sledi skupina 5A. Alojz Udovič je po prvi vožnji zaostajal le za 36 stotink za Klemnom Trčkom, tako da se je obetal dober boj za stopničke. Tega je dobil domačin Udovič. Izkazalo se je, da bodo na stopničkah prav vsi Dolenci. Primož Kavšek je končal uspešen debut novega dirkalnika na drugem mestu, Klemen Kovačič pa je stopil na najvišjo stopničko z visoko prednostjo 7 sekund in 7 desetink. Prav vsi, ki so štartali v tej skupini, so z dirko tudi zaključili, vključno z Ano Trček po nesreči v soboto. Gašper Kos je končal iza najboljše deseterice po veliki sreči v prvi vožnji. Klemen Trček vodi za 22 točk pred Udovičem, še najstarejši iz družine Trček pa sledi na 3. mestu. Kovačič je zmago skočil na 4. pozicijo. In že je čas za razplet v generalni razvrstitvi državnega prvenstva. Spomnimo, samo 5 stotink je znašala razlika med Bubničem in Grudnikom. Še prej je na progo zapeljal Dovjak, ki je postavil skoraj identičen čas kot 3 ure prej. Čakal je na Bubniča, ki je zapeljal naslednji. V njegovem prvem poskusu je bil zaustavljen zaradi odstopa Poljaka Pjenkoša, tako da je moral še enkrat kreniti štartne črte. Očitno pa je bilo to preveč za menjalnik njegove lanče delte in dirke je bilo za državnega prvaka konec.
Že tretji odstop v zadnjih 5 letih na Gorjancih. Matej Grudnik je samo moral odpeljati do cilja brez napak, kar se je tudi zgodilo. To je njegova 4. zmaga v slovenskem prvenstvu. Današnja dirka je bila zelo pestra. Tudi Milan, dokler sva bila v konkurenci, dokler je še on tekmoval, sva bila tik en za drugim. Po prvi vožnji je ločilo 500 tink, tako da se je obetala huda borba. Drugo rundo nažalost imel težave, jaz sem pa pač izkoristil priložnost in odpeljal dirko do konca in zmagal. Na prvi dirki sem naredil dosti boljši cajt kot na treningu, sicer nisem pričakoval, sam bolj se je iztekel, tako da sem zelo vesel z rezultatom na našem. Tudi čas je bil zelo dober proti tem Grudniku, ki je veliko hitrejši avto, sem zelo zadovoljen s mojim časom. Grudnik je zgleda imel kar precej sreče, saj tudi on dirkalnika zaradi okvare ni mogel z lastno močjo pripeljati v dolino. K sreči se to ni štelo v končnem času. Prednost pred Dovjakom je znašala 3,6 sekunde. Matej Ščuden ponovno na 3. mestu. Omenimo še 6. mesto Boštjana Baše, ki je hkrati zmagovalec PF razreda 4. Imamo pa novega vodilnega v točkovanju. To je zdaj Anže Dovjak. A vse je še odprto v boju za naslov slovenskega prvaka v gorsko-hitrostnih dirkah 2023. Še sklepno dejanje dirke je bilo pred nami. Kristof Lampret je šel na progo pred rivaloma za zmago in krepko izboljšal čas s prve vožnje. Sebastian Petit je moral priznati premoč, zaostal je za dobre 3 sekunde za Avstrijcem. Vedeli smo, da se bo Federico Liber moral pošteno potruditi za zmago. Ni postavil najhitrejšega časa druge vožnje, a je prednost s prve zadostovala za končno zmago Italijana. Ne Liber, ne Lampert nista skrivala zadovoljstva po tej naporni preizkušnji. È una bellissima gara, è stato molto combattivo perché ho avuto dei avversari molto vicini a me oggi, però sono contento perché in questo posto mi sento come a casa perché ho un grande tifo, i sloveni sono i migliori tifosi che ci sono nella nostra Europa e mi sento proprio a casa, veramente. It was a very difficult weekend for me. I was first time here in Gorjanci. It is a beautiful track, but the track is very difficult. I tried with new tires in the first manche. That was a little mistake, and I think I lost there a lot of time. But Federico drove a fantastic race. Congratulations to him. He is a fantastic driver. He was faster. Sekunda in 67 stotink je ločilo najhitrejše dirkače. Razplet, za katerega bi si lahko le želeli. Oče Sebastian in sin Axel Petit sta lahko zadovoljna s 3. in 4. mestom. Na 5. mestu Italijan Venturato, na 6. pa Šagerl, najboljši med turnimi avtomobili. Najboljša Slovenca Grudnik in Stanković na 14. ter 15. mestu. Tako, pa je za nami zelo zanimiva in razborljiva dirka, z istim zmagovalcem kot lani, a z novim vodilnim v državnem prvenstvu. To je za tokratna reportaža vse. Naslednjo slovensko dirko pričakujemo že to nedeljo 2. julija, ko bo na sporedu rejali železniki, tokrat brez reportaže. Bo pa ekipa Autoportreta.si zagotovo prisotna naslednjo nedeljo 9. julija na GHD Podnanos. Do takrat pa uživajte in se gledamo prihodnjič.